Letošnjo sezono pa začenjamo z razstavo, ki smo jo posvetili malo znani umetnici Heleni Kotler-Vurnik, Dunajčanki, ki se je po poroki z arhitektom Ivanom Vurnikom preselila v naše kraje. Največkrat se omenja skupaj s Božem kot njegova sodelavka. Temeljna in temeljita raziskava, ki smo jo opravili v minulih letih, pa zdaj njeno življenje in njeno delo bolj plastično začrta, bolj celovito, poskuša pa ta razstava, ta priložnost tudi ločiti delo obeh zakoncev. Razstava in katalog, ki jo spremlja, kažeta obsežen opus te umetnice, tudi raznovrstenje. Bila je ilustratorka, slikarka, risarka, ustvarjala je posvetne in sakralne dekoracije v arhitekturi in umetnostni obrti. Razstava je rezultat podanega dolgotrajnega dela, kjer se je sestavilo več srečnih naključij. Narodna galerija je hranitelj za zapuščine, ki jo je bilo potrebno vendarle pregledati, ovrednotiti, klasificirati in postaviti na svoje mesto. To je bil naš prvi cilj. Drugi cilj pa, ki iz tega pravzaprav izhaja, je študij Helenega ustvarjalnega opusa, ki je bil potreben za to, da smo lahko povezali gradivo nekaj nad 800 listov v tej zapuščini in delna platno tudi v nekaj smiselne celote. V tem zgodovinskem obdobju, ko Slovenci prvič živimo v svoji državi, je gotovo čas, da spoznamo in primerno ovrednotimo vse naše kulturne ustvarjalce, pa tudi, da ne pozabimo, da s svojim delom ustvarjamo našo samozavest, našo sposobnost, da smo se lahko leta 1991 odločili za svojo pot. Mednje brez dvoma lahko uvrstimo tudi slikarko Heleno Kotler-Vurnik, katere prispevek k naši kulturi je nesporen in prav je, da smo ga začeli sistematično raziskovati in vrednotiti, pa tudi predstavljati javnost. Kolegi iz Narodne galerije ste odlično upravili svoje delo. Predstavili ste nam ustvarjalko, ki je s svojim delom zaznamovala in obogatila slovenski likovni in oblikovalski opus.